Pozdravljeni. Rad bi vam povedal več o namenu programa, ki ga pripravljam za starše z otroki s kroničnimi ali ponavljajočimi se stanji. V tem programu bom predvsem učil logiko in povezave med sposobnostjo prepoznavanja občutkov, prepoznavanja odnosov, prepoznavanja vplivov znotraj družine ali pa družinskega okolja in vlogo otrok pri uravnavanju teh odnosov in posledic, ki jih kronično neurejeni odnosi imajo na otrokovo zdravje, otrokovo držo, otrokovo funkcijo. V svojem delu zelo pogosto delam s strankami, ki imajo otroke s kroničnimi težavami, z različnimi ali boleznimi ali težavami v razvoju, težavami v vedenju, kroničnimi problemi, kot so skolioza, kot so astma, kot so bronhitis, kot so alergije na hrano, disleksija, težave pri hoji, kronične bolečine v določenem delu telesa, nezmožnost pravilne uporabe telesa ali pravilnega izražanja in vedno se skozi delo starši z enim od njih ali z obema, v idealnem, kar je boljše seveda, se odkrije določena družinska dinamika oziroma nezmožnost starša ali staršev, da prepoznajo določen toksičen oziroma neželjen, nevaren, nepotreben vpliv okolja na otroka in nezmožnost starša, da ta vpliv prepozna in ga seveda potem tudi primerno uredi oziroma odpravi ali zmanjša, ter na ta način v bistvu otroku pomaga, da se razbremeni, se spremeni in uredi. V glavnem sta najbolj vidni dve stanji, ki vplivata na otrokovo telesno in tudi psihično vedenjsko stanje. In to je, da starša otroka pospešuje ta vpliv časa na otroka, se pravi s svojim vedenjem, s svojimi potrebami, s svojimi tako zavestnimi kot podzavestnimi stanji, vplivata na otroka, da se razvija hitreje, kot bi bilo to primerno po zakonu časa ali pa po normalnem razvoju. In v takem primeru je otrok prehitro zrel, preodgovoren, prenatančen, preveč priden, preveč odrasel, kar seveda vodi v to, da je njegova funkcija neusklajena z njegovo strukturo, kar seveda potem vodi v vedno bolj ponavljajoče se in kronične težave, tako funkcije kot strukture, ki seveda služijo v prvi vrsti kot opozorilo staršem, da nekaj z okoljem, v katerem živijo in ga oni naj bi ali pa ga v glavnem določajo, kakšno je, nekaj ni v redu. Drugo stanje, ki je pa seveda tudi zelo pogosto, je pa to, da eno staršev ali oba starša na otroka vplivata na način, da čas ustavljata ali pa upočasnjujeta, zmanjšujeta vpliv časa na razvoj otroka in v takem primeru je razvoj otroka zaostaja za njegovo starostjo, seveda otrok kasneje shodi, kasneje spregovori, se kasneje razvija in v takem primeru je seveda njegova funkcija spet različna, drugačna od tiste, ki bi bila normalna za njegovo starost, kar to spet vodi v popačenje funkcije in ali strukture. In tak otrok v bistvu ima drugačne težave kot tisti, ki ga starša porivata naprej, da je bolj zrel, bolj odrasel, kot bi bilo to za njegova leta normalno. Ampak v obeh primerih dobimo otroka s kroničnimi in ponavljajočimi se stanji, ki pa jih običajno
večinoma starši narobe ocenijo, narobe razumejo in v bistvu napačno predvidevajo in delujejo, da je potrebno spremeniti otroka, zato da bi bil otrok v redu, čeprav je običajno v večini primerov bistveno boljša in pravilnejša pot ta, da se spremenita starša in zaradi spremembe pri starših, pri staršu ali pri obeh starših pride do spremenjenega okolja in spremenjenega vpliva okolja na otroka in se s tem toksičnost okolja, neželjeni vplivi okolja na otroka tem primerno zmanjšajo. Seveda to pa pripelje do tega, da se kronična stanja in ponavljajoča se stanja pri otroku zmanjšajo v jakosti ali pa v času trajanja in postopoma tudi izginejo. Seveda ne v vseh primerih, ampak v večini primerov pride do izboljšanja, lahko pa tudi do odprave, odvisno koliko močno je stanje in kakšne so okoliščine, kako lahko starša spremenita svoj odnos do otroka in odnos kako vplivata na okolje, ki vpliva seveda tudi na otroka. Pri AIQ-ju vedno gledamo na to, da je notranje stranje otroka, se pravi težave pri otrokovi funkciji in strukturi, kakršnekoli že so, veliko prej posledica neravnovesja, neurejenosti, nepravilnosti v delovanju okolja, kot pa drugih vplivov, na katere, kot so recimo genetika in podobno, na katere se dejansko ne da ali pa ne da bistveno vplivati. Seveda so možni in tudi so vedno prisotni večji ali manjši vplivi iz vidika genetike, samo vedno se da, ali pa v večini primerov se da spremembo čustvene zrelosti staršev, spremembo zmanjšanjem senzorno-motorne amnezije, senzorno-motorne odtujenosti in senzorno-motorne iluzije pri enem ali obeh starših pozitivno vplivati na to, da otrok začne drugače funkcionirati in da se spremeni funkcija okolja, v katerem otrok živi, in s postopno spremembo funkcije okolja v bolj pravilno, bolj urejeno, bolj s časom in fizikalnimi zakoni usklajeno okolje, se postopoma lahko spremeni tudi funkcija in struktura otroka v drugačno, v bolj normalno, v takšno, ki ne kaže kroničnih težav. Program bo posvečen dvigu razumevanja pomembnosti vpliva med staršema, se pravi, kakšna je moška struktura, kakšna je ženska struktura, kakšna je moška vloga, kakšna je ženska vloga, kako pri kroničnih težavah otrok skoraj vedno lahko najdete popačeno vlogo, se pravi, da ima moški, ki ima moško strukturo, primarno žensko vlogo ali pa ženski vpliv, ženska pa, ki ima žensko strukturo, ima primarno moški vpliv, in kako ta neusklajenost in neurejenost znotraj funkcije in strukture tako moškega kot ženske potem vodi v to, da so okoliščine, v kateri se otrok razvija, takšne, da se ne more razvijati normalno. Čeprav to seveda ne pomeni, da starš ali oba starša zavestno vesta, kaj delata in zavestno vplivata negativno na vse te odnose in s tem tudi otroka, ampak v veliki večini primerov govorimo tukaj o podzavestnih strukturah, o podzavestnih vzorcih, ki sta jih starša v bistvu prenesla in do konca razvijala v svojem lastnem otroštvu, kjer je bilo v družini, v kateri sta odraščala, tudi podobno neurejeno, toksično okolje, ki se ga večinoma niso zavedali ali pa ga niso mogli spremeniti, in nam potem pride v ta adaptacija na tako okolje, se ustvari v avtonomnem živčnem sistemu in v podzavestnem sistemu, ki potem seveda s popačitvijo zaznavanja sebe in okolja skozi senzorno-motorno amnezijo in senzorno-motorno odtujenostjo onemogočata, da bi lahko usklajeno vplivali na otroka tako na telesno podzavestni ravni kot na zavestni ravni, in potem običajno pri kroničnih stanjih otrok vedno znova doživim oziroma vidim,
kako starš skozi AIQ vaje in zmanjševanje senzorne amnezije in senzorne odtujenosti spoznava, kako ima na otroka lahko dvojni vpliv, da en del njega mu sugerira oziroma na njega vpliva na določen način. Recimo otrok čuti, da ima mati v sebi močen strah, mati se tega strahu zaradi potlačitve in odtujenosti od njega, ki je razvila že lahko v otroštvu, običajno v otroštvu, tega strahu ne zaveda, kar pa ne pomeni, da ga otrok ne čuti, in potem recimo zavestno vedenje matere je tako, da je še dodatno odločna, dodatno močna, noče tega strahu oziroma njeno zavestno vedenje je pretirano tako, da strahu ne pozna ali pa ga ne pokaže, in seveda otrok dobi dvojne informacije. Po eni strani dobi iz materinega telesa občutek, da je v njej strah, po drugi strani je zavestno vedenje, ki kaže in ne zna tega strahu tudi besedati in pokazati, in seveda pride do neprimernega vpliva v takem okolju. Hkrati pa recimo je tudi pri taki materi potem pride do neustreznega partnerskega odnosa, zaradi tega, ker žensko, ki je nikoli ni strah, vsaj na zunaj, je funkcija moškega pri taki ženski seveda spremenjena, je drugačna, kar seveda vpliva tudi na odnose med partnerjema, ki se potem seveda pa, ki definirajo funkcioniranje okolja, v katerem se otrok razvija, in potem vse disfunkcije, tudi še posebej, ko so na podzavestni ravni, to se odražajo in preslikavajo na otroka, ki potem seveda zaradi tega mora spreminjati svojo funkcijo in strukturo ter razvija kronične probleme. V programu bom tudi veliko govoril o spreminjanju partnerske v starševsko zvezo in obratno, kaj se zgodi, če je zaradi neprimerne čustvene zrelosti med partnerjema partnerski odnos preplitek, prešibek, in potem v bistvu se ustvari starševski odnos, ki poskuša nadomestiti partnerski odnos. V tem primeru se potem zelo pogosto razvije tako imenovan čustveni incest, ko otrok skrbi za čustvene potrebe na določenem področju življenja svojega starša ali včasih celo obeh staršev. In v takem primeru pride do tistega, ko sem prej tudi razlagal, da prehitro odraste ali pa da zaradi potreb okolja ne odrašča ali pa odrašča z zakasnitvijo. V obeh primerih se zaradi neprimerne partnerske in starševske funkcije potem popačeno vpliva na razvoj otroka iz otroka v odraslo samostojno osebo, kar seveda potem tudi dolgoročno pripelje do problema, da kot ta telesno odrasla oseba, ki pa na čustvenem področju in na področju dojemanja življenja in vpliva na življenje ni odrasla in se vede neodraslo, vpliva na to, kako se bo njen otrok razvijal v prihodnosti. Program bo namenjen tudi, bo koristen tudi tistim, ki razmišljajo o otroku, ki želijo že preventivno, se pravi, preden sploh pride do aktivacije materinske in očetovske funkcije pri starših ob zanositvi in potem pri porodu, ki želijo to izboljšati ali pa zmanjšati verjetnost, da bodo imeli kronične težave pri svojem otroku. Koristen bo pa tudi za tiste, ki imajo težave pri spočetju otroka ali pa pri donositvi otroka, zaradi tega, ker bomo v programu veliko govoril o pritiskih v notranjosti, se pravi v trebušni votlini, tako pri moškem kot pri ženskah, kot pri ženski, ki, če ni pravilen, če ni dovolj dinamičen, če je sploh pri ženski kronično povišan, pa se ženska tega zaradi senzorno-motorne odtujenosti niti ne zaveda in potem seveda logično niti ne more vplivati na to, seveda negativno vpliva na njeno materinsko sposobnost. Tako da v programu bo ta starševski aspekt vloge odrasle osebe zelo podrobno razdelan. V programu seveda bo pa tudi zraven vaje, katerih namen bo, da boste skozi vaje postopoma zmanjševali nesposobnost ali pa nezmožnost čutiti,
kaj počnete in zakaj počnete, ter kakšen je vaš tako zavesten kot podzavesten vpliv, kar bo izboljšalo učinkovitost delovanja in zmanjšalo oziroma zvišalo vašo sposobnost, da prepoznate in odpravite vzroke za kronične in ponavljajoče se težave pri vašem otroku.